Vaše osebno mnenje oziroma pogled, imate kulturniki razlog za praznovanje? Kulturniki imamo najbrž razlog za praznovanje bolj ali manj vsak dan, ker jaz mislim, da slovenska kultura je vendarle dovolj bogata, da se ne rabimo je sramovati, niti med sabo. Kar se pa tiče tega praznika, pa je jasno, da je to bolj orodje politike, da v bistvu na tisto eno leto spregovori nekaj lepega o slovenščini, o slovenski kulturi, potem pa se ostalih 364 dni na leto ne zmeni ne za dober jezik, ne za dobro slovenščino, še manj pa za kulturnike, ki bi posredno naj skrbeli tudi za to, recimo. Jaz sem sicer ponosni SP, samostojni podjetnik in razmeroma uspešen, tudi kar se finančno tiče. Ko rečem razmeroma uspešen, to ne pomeni nič drugega kot to, da uspem plačati kredit, da imamo za jesti in da plačam prispevke. Skratka, nisem v takem stresu, kot so nažalost moji mnogi sodržavljani in kolegi risarji in risarke. Tudi Prešeren je bil SP, sicer ne samostojni podjetnik, pač pa super pesnik, tako da jaz praznujem 8. februar in tudi se vedno znova skregam z mulci, ko reče, kaj je to za en Prešeren? Prešeren je bil absolutna faca, totalno mojstrsko spelo kulturni program. No ja, glede da Slovenci vedno rajši proslavljamo pogrebe in smrti kot rojstva, potem verjetno imamo tudi mi razlog za proslavljanje. Tudi Prešerna so črtili in mu ne dali ne živeti, ne dihati, zdaj ga pa po rokah nosijo. Posthumno je pa zdaj pomemben Slovenec. Tako bomo mogoče mi posthumno vendarle prišli do nekega priznanja, da smo sploh potrebni tej državi. Jaz mislim, da je vedno znova treba najti razlog za praznovanje, ker ko gre vse ostalo po zlu, je pravzaprav kultura ena redkih stvari, ki ostane in ki nas druži. In če jo dojemamo malo širše, je ravno ena zdrava kultura tisto, kar narodu najbolj primanjkuje v teh cajtih in je tista, ki bi ga lahko potegnila na boljše, se pravi z nekim večjim medsebojnim spoštovanjem med ljudmi, z nekim bolj pozitivnim pristopom do življenja, z lepšim obnašanjem en do drugega, ne nazadnje. Jaz se ne obadam s temi datumi in z obletnicami in tako, ker se mi zdi, da so to bolj formalnosti. Mislim, da je treba delati v vsakih pogojih naprej, drugega nobenemu ne prestane. Društvi, kot sta AFS France Marolt in APZ Tone Tomšič, se spopadata dejansko za svojo eksistenco. Borimo res boj, kako preživeti znotraj letošnje sezone v bodoče, kako priti do nekih sistemskih sredstev, da bomo lahko še delovali naprej, tako da kljub kulturnemu prazniku, ki je praznik vseh nas, ki delamo v kulturi, kljub praznovanjem, ki bodo tudi del nas in mi bomo del teh praznovanj, kljub temu bo pa letos dejansko treba malce stisniti zobe in reči, dragi naši ministri, spoštovano ministrstvo, praznik kulture je tokrat v bistvu teman, grenak, nepravičen, ravno zaradi vaših napačnih, preuranjenih in nestrokovnih odločitev. Razmere so praktično na vseh področjih zaostrene v državi, v politiki, konec koncev tudi vreme je zdaj pokazalo nekaj, če smo na tem reči, zaostrene razmere. Je to nek poligon oziroma dobra inspiracija za neke umetniške presežke? Vemo, v preteklosti so ravno v takih situacijah mogoče nastajale neke največje... Ja, kot vemo, so umetniki vedno dobro ustvarjali, brez denarja, pa brez gretja. In tako dalje, se pravi, od cukrarne naprej pa še prej, ampak to je en tak kliše, ne vem, zakaj bi, mogoče bi lahko isto vprašanje zastavili tudi drugim v tej državi, da mogoče bojo tudi oni, tudi recimo direktori pa menedžeri, mogoče bi bolj delali, če bi jih zeblo, pa če bi bili lačni, bi se bolj potrudili. Ljudje bolj zbirajo, ker so bolj negotovi, se odločijo za tisto, kjer pač verjamejo, da bojo z ceno vstopnice, ki jo bojo odšteli, dobili več, da bojo bolj sigurno odšli iz dogodka, z koncerta, z predstave, zadovoljni, nasmejani. In to je prizadelo vse tiste, ki niso na prvo žogo, kjer niso popularni med širokimi masami, predvsem pa tiste, ki se prebijajo. Te imajo danes zelo težko situacijo in me ne čudi, da jih toliko obupa, še preden bi jim uspelo zares zadihati. Pogosto, ko se omenja denar,
nekateri pač preprosto rečejo, naj pa kulturniki preživijo na trgu. Je kultura, ki se prodaja izključno na trgu, mislim, je to sploh možno v državi oziroma... Ja, mislim, da je to zelo dober, jasen odgovor, edini ne. Slovenska kultura ne more preživeti na trgu, razen če govorimo o mednarodnem trgu, ker pa vemo, da je vpliva na to, da ti uspeš na mednarodnem trgu kaj drugega, kot pa to kvaliteta tvojega dela. Jaz bi takim ljudem, ki ponavadi govorijo o slovenski kulturi na trgu, najraje povedal pač to, da tudi tisti, recimo, ljudje, ki pravijo, da knjige, ki jih pišejo za ljudi in podobno in da je to nekaj, kar se prodaja in da naj vsi počnemo to, večinoma živijo od tega, od denarja, od knjig, od tega, koliko knjig prodajo knjižnicam, kar je nenazadnje spet javni denar, kjer se denar, kakor vidimo, zelo, zelo troši. Samo pojdite si pogledati, koliko knjig Inferna, Dana Browna imajo trenutno slovenske knjižnice. In to je javni denar, ki kupuje tak šrot od knjige. Tisto, kar je pa pri Sloveniji gotovo treba ugotoviti, je pa to, da je naš jezik, naša kultura neke vrste koža našega narodnega telesa. In da koža, lahko misliš, to nekaj, kar je zgolj stvar videza, lepote, vtisa, ko pa pomisliš, kaj vse dela koža. Koža diha, izloča škodljive snovi, koža drži telo, ga varuje pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Hitro ugotoviš, da je metafora kože dobra metafora za kulturo, zato ker daje podobo, daje strukturo enemu telesu, ki je v tem primeru pač telo, nacionalno telo Republike Slovenije. Tudi Prešeren je v času svojega življenja nekako vedel, odkot so korenine Slovencev in kako je potrebno, da se ohranja kultura naroda, kaj je pomembno za narod in za njegovo preživetje. Tako da, če ne drugega, se vsaj enkrat letno spomnimo, kaj je to kultura in zakaj sploh delamo to, kar delamo, da ohranjamo naše izročilo in nekako narod spodbujamo tudi preko kulture v teh težkih časih. Kulturniki ste znani po tem, da če začutite, da se vam godi neka krivica, zelo hitro znate povzdigniti glas. Mislite, da bi se mogli mogoče tudi ostali državljani pri tem zgledovati po vas, da ko recimo nekaj gre narobe, da se pa le opreš tistemu, ki lahko nekaj spremeni? Veste, kako je? Svoboda je šele takrat, ko nimaš več česa zgubiti. In kulturniki v glavnem smo tako na robu, da nimamo česa zgubiti, zato si tudi upamo. Vsi tisti, ki še malo imajo, tiste svoje vrtičke čuvajo, tiste borne službe čuvajo, nemalo kdaj neplačanim delavcem obljubijo, da če bodo tiho, da bodo potem mogoče kdaj še dobili plačo ali pa službo. In potem se ljudje bojijo in naivno mislijo, da jim bo ta kapitalist, ki jim odira kožo, vendarle, da jih bo nagradil za njihovo tišino. Mi, ki nimamo nobenega neposredno nad sabo, lažje potem znorimo, ker pravzaprav kaj pa lahko še zgubimo razen čisto golih življenj. Mogoče katera predstava, katera knjiga, koncert, karkoli, bi bilo primerno, da si gledajo odločevalci oziroma politiki v naši državi pogledati in mogoče se malo situacija izboljša. Jaz bi rekel, da ne gledajo pogled Antoka ali pa nekaj podobnega temu, kjer je pač družbena kritika prisotna v njegovih besedilih, ki mislim, da nagovarjajo neko splošno idejo, v kakšni državi živimo, pa hkrati mogoče v kakšni državi bi lahko živeli ali pa kaj bi lahko popravili. Knjigo pa trenutno jaz mislim, da je najbolje, če vzamejo v roke dobrega starega Marksa. Prvi del je bil zunaj, drugi del upam, da bo tudi kmalu in da naj se ne bojijo, ker ne samo na senčni strani Alp, nismo samo tisti, ki se vračamo k Marksu, ampak se to počne cela Evropa slej ko prej. Pa seveda, ko smo že pri Marksu, Žižka recimo, ki je tudi en tak naš, ki ga ne radi pogledamo pri nas. Poslal bih mogoče na kakšne te predstavice, ki delajo otroci v vrtcu pa v osnovni šoli pa tako naprej, da se malo spomnijo, kako je bilo pa kako ne bi bilo. Lahko pa priporočim monodramo Kurba, katero jaz igram, avtorica je Vedrana Rudan, ona dosti radikalno spregovori o teh stvareh, ki so trenutno pereče v družbi. Mogoče od Hesla preberejo knjigo Prebudite se in mislim, da bi bilo zelo koristno, da se vsi zbudijo. Meni se zdi, da prihaja spet eno obdobje
punka pred nas, oziroma bi moralo priti. Družba kliče potem, da se pojavi nek mlad izvajalec, ki bo direkt povedal stvari, kot so, ki bo zahteval svoje pravice, ki bi uspel dobiti neke množice za sabo, predvsem mladih, ki bi ga podprli, katerih glasnik bi bil ne nazadnje. Zato bi mogoče odločevalci, preden, namesto da čakajo na takega izvajalca, pogledali izdelke, ki so nastajali v 80-ih, 90-ih letih, ki so spodbudili neko punkersko novovalovsko gibanje, ki so zelo uspešno nastajali zrcalo takratni politiki in mogoče prispevali k temu, da so 80-im, 90-im letom sledila še ena leta relativno uspešne gospodarske rasti in dobrega počutja v državi. Stvar je zelo enostavna, ne? Gre za strip Alan Ford, ki zelo neposredno in jasno prikazuje vse sisteme, od županskega, državnega, sistem tajnih služb, politikov, bankirstva, pa seveda tudi bolnic. In naši politiki bi namesto, da izvajajo to, kar Alan Ford tako sarkastično prikazuje, morali Alan Forda brati, pa razmisliti, kaj je tam narobe, pa te stvari popraviti, namesto da to delajo te napake.